In še naš današnji zadnji govornik iz okrogle mize, oziroma tega dela, gospod Borut Špet, ki bo prikazal malo večjo kompozicijo, samo kot so lončki, ampak kompozicijo, ki se ji reče hiša, kamor je lahko veliko lončkov. Najprej hvala za vabilo, dr. Šoltes, me veseli. Zdaj bom pač prikazal hranjenje iz konoplje in to iz 100% slovenske, kar največ pomeni, moram priznati. Seveda je bila konoplja pridelana v Sloveniji in predelana v konopljarni kanabis. Prednost in uporaba industrijske konoplje. To tako isto zdaj že skoraj da vse vemo, ampak mogoče pač na hitro gremo skozi. Hitro razloča rastlina in velik donos, uporabna celotna rastlina, pestiž za gradnjo, vlakna za izolacijo, stelja za živali, listi za čaj, krmi, semena, olje, tekstil iz industrijske konoplje, množni sta 2 žetvi na leto, raste kot konoplja v 4 mesecih dozori in je odporna na parazite in vremenske razmere. V primerjavi z drevesom oziroma z lesom, ki potrebuje 20 let rasti, da se ga začne lahko uporabljati v gradbene namene in tudi vse ostale namene. Konoplja s tem, ko raste čisti zrak, dolg koreninski sistem filtrira in neguje tla, visoko natezna trdnost industrijskih izdelkov iz konoplje, nižji davki za proizvodnjo izdelkov iz konoplje, to ravno nisem sigurno zapostiče. Industrijska konoplja je najbolj zanesljiv obnovljiv vir energije in proizvodov ter dobrin. Čisti naš zrak in zemljo. Halo? Tak. Vidiš, bravo, hvala. Prednost konopljene gradnje. Zdrava, dostopna in praktična rešitev za naš novi dom. Gradbeni material se uporablja lokalno, učinkovito in odpada ni. Hiša iz konoplje nastane z minimalnim onesnaževanjem okolja. Dober termični izkoristek za zid debeline 40 cm. Nizki energijski stroški, recikliranje 100%, požarno in potresno varno. Zgradi hiše iz konoplje pomeni počutiti se bolje. Se pravi, zdaj bomo pa še prikazali od semena do konopljene hiše. Najprej sejanje, to klasično, žetev, dejan za svojo snopovezalko, surovina, priprava surovin za zidak, surovina za izdelavo zidakov iz konoplje, to, kot sem že povedal, smo dobili iz konopljarne kanabis, ker smo uspeli dobiti dovolj materijala za hišo. To je izdelava konopljenih zidakov. Tu sem že jaz, celi veseli, sem že zaopažal prvo steno, ki smo jo začeli graditi 22. avgusta, ker so pač prišli iz vrtke kongresa mimo. To vidimo, to je zdaj skeletna konstrukcija pripravljena na vgrajevanje konopljenega betona. To pa je že končni izdelek. Z lesenimi troslojnimi okni in tako. No, tukaj vidimo, smo tudi dali kot estrih, za estrih smo tudi dali konopljen beton, zaradi tega, da smo dejansko uspeli se z tle, tal, stene in strop, na stropu imamo tudi konopljen beton, da smo zdaj dejansko v nekem celici, ampak to konopljeni, to je sigurno boljša celica od drugih gradbenih materialov, ki obstajajo danes. Potem tukaj vidimo že ilonate omete, ki so že v zaključni fazi, gori trstika, brez trstike ne gre, kar je tudi vrel. To je pa še pol piramida, to piramido smo pa začeli delati 2013 aprila, končali smo junija 2013. Kaj pridobimo z projektom Hiša iz konoplje? Ker je Hiša iz konoplje pionirski projekt v Sloveniji, ker je ekološko ustrezen za naravo in ljudi, ker je tehnično dovršen, ker obstaja velik tržni potencial, ker boste del kulture konopljene gradnje brez slabe vesti in ker boste bivali kvalitetne. No, to pa še zdaj neko pika na i. Zid zgrajeni zidakov himalajske soli v konopljeni hiši. To je pa tudi naša predeljna stena med spalnico in dnevno sobo, kjer že stoji ta stena iz himalajske soli, iz zidakov. Hvala lepa, to bi bilo vse. Evo, če pa rabi izvozni artikel. Če bo začelo uporabljati že vredo. No, sej, mi se potem, ko seveda
zgradimo celo sodeljo s temi hišami. Si pa ne predstavljam, kako še ne prijetno potem živeti, če tako hišo narediš iz novosadske konoplje.